Vsi Evropejci plačujejo davke. Nenazadnje so ti bistven prispevek k financiranju uprave, javnih storitev in socialnega varstva, a nekateri plačujejo višje davke kot drugi. Pri davkih niso osvobojeni vsi hkrati. Dan davčne svobode je tisti dan v letu, ko davkoplačevalec v povprečju zasluži dovolj denarja, da plača davke. Preostanek denarja gre v njegov žep, zanj in za njegovo družino. To je tekma, ki je nihče noče izgubiti. Prvi prispejo na cilj Ciprčani, in sicer že 14. marca. Od svojega zaslužka plačajo le 18% davek. Irska in Malta se Cipru pridružita mesec dni pozneje. Združeno kraljestvo, Bolgarija in Luksemburg prispejo še en mesec kasneje. Večina držav se osvobodi junija, torej sredi leta. V 6 evropskih državah pa davčna stopnja presega polovico zaslužka. Na srečo to ne traja predolgo. V Italiji, Nemčiji in na Madžarskem se dirka konča sredi julija. 2 državi pa tek nadaljujeta. Za Francijo se konča 26. julija. Belgija je največja poraženka. Muka se konča šele 8. avgusta. Skoraj 60% zaslužka Belgijcev gre za davke. Medtem ko je Cipr končal tek že sredi marca, so morali Francozi in Belgijci teči še v poletni vročini. Odkot Francozom in Belgicem pogum za tako dolg tek? Morda si dopovedujejo, da bodo imeli najboljše storitve v Evropi, največ sociale, najboljše ceste in bolnišnice, da bo kakovost njihovega življenja tako visoka, kot so visoki njihovi davki. Pa to drži? Ali tisti, ki plačujejo najvišje davke, res dobijo največ v zameno? Poglejmo, kako se naši tekači odrežejo v najpomembnejših mednarodnih primerjavah. Indeks človekovega razvoja Združenih narodov na primer meri blaginjo. Upošteva raven izobrazbe, življenjski standard in pričakovano življenjsko dobo. Med 177 državami se Belgija uvršča na 17., Francija pa na 20. mesto. Na prvi pogled sploh ni videti tako slabo, vendar pa med državami Evropske unije Belgija zaseda 6. mesto, Francija pa 8., kar ni tako visoko, kot so njuni javni izdatki. Druge države se uvrščajo približno enako visoko ali opazno višje, a so manj obdavčene. To velja zlasti za Irsko. Slabšo uvrstitev opažamo tudi na lestvici konkurenčnosti. Svetovna banka ocenjuje enostavnost poslovanja v posameznih državah. Belgija je na 36. mestu, Francija pa na 38. od skupno 185 držav. V Evropski uniji je Belgija 14., Francija pa 15. Torej zopet daleč za državami, ki prej dočakajo dan davčne svobode. In mimogrede, enako kot Cipr, ki v davčni tekmi pride na cilj prvi. Vsi Evropejci plačujejo davke, nekateri več kot drugi. Toda pri davčnih zadevah se počasi očitno daleč pride.